mariborskem Ljudskem vrtu je potekal letošnji prvi večni derbi, letos še poseben, kajti Olimpija je tista, ki je dvignila igro iz lanske sezone, le točko imajo zaostanka za drugouvrščenim Mariborom. Prva akcija tekme že v 4. minuti, sam pred vrati je bil Vukčević in premagal Handanovića za 0:1. Lepa akcija Olimpije, pred vrati pa je bil Vukčević, ki te velike priložnosti tokrat ni zapravil. Izjemen začetek Ljubljančanov v Ljudskem vrtu, Marko Vukčević pa je sijajno izkoristil priložnost, ko je začel v prvi postavi Olimpije. Podaja Mertlja, Tavares je dobro sprejel to žogo, ampak na koncu streljal mimo vrat Šelige, tudi Maribor je zapravil prvo priložnost. Ni se še prav poleglo slavje Olimpije, ko je že padel nov gol, fantastično je meril Andraž Šporar in zatresel mrežo za povišanje prednosti že v 11. minuti. Izjemna podaja Mihe Zajca, Andraž Šporar pa iz prve z volejem premagal Handanovića za povišanje prednosti Ljubljančanov. Maribor pa je izjemno hitro odgovoril, to je že 13. minuta in lepa akcija Jeana-Philippa Mendija, ki se je lepo otresel branilce Olimpije in zadev za znižanje zaostanka 1:2. Prvi gol Maribora na tekmi v 13. minuti in pod prečko vratarja Šelige žogo pospravil Francoz Mendy. Še en kot za Mariborčane, žoga pred vrata, sam kot duh pa je ostal Marko Šuler in premagal Šeligo za ekspresno izenačenje na 2:2. Za nami je bilo 20 minut igre, 4 goli, po 2 v vsaki mreži, po zaostanku 0:2 se je Maribor hitro vrnil in v pičlih 7 minutah zabil kar 2 gola. Olimpija si je priigrala še eno zares izjemno priložnost, lepo je prodrl Šporar in streljal, na koncu pa še en strelj proti vratom, visoko čez gol Šporar pa je bil tisti, ki je zapravil še eno priložnost Ljubljančanov. Ampak prvega polčasa še ni bilo konec, do konca je ostala še ena velika priložnost, ta se je ponudila Niku Kapunu, ki je povišal prednost Olimpije in spet popeljal v prednost Ljubljančane. Podal je Jović, ki je bil zelo borben in našel Kapuna, ki je premagal Handanovića za 2:3. Prvi polčas je bil fantastičen in poln priložnosti, poln tudi zadetkov, tudi v drugem delu pa je bilo še naprej zelo živahno. Prva priložnost se je ponudila Mendiju, ki je tokrat meril visoko čez gol. Že v 11. minuti nadaljevanja pa je izjemno lepa kombinacija Olimpije na sredini igrišča. Omladič je na koncu porinil žogo proti Šporarju, ki je sam stekel proti vratom, hitrejši je bil od Šulerja, a tokrat je zgrešil vrata Jasmina Handanovića. Še ena lepa akcija Mihe Zajca, fantastično je našel Bajrića, ki je bil sam pred vrati, a iz dvoboja Bajrić-Handanović je odšel kot zmagovalec slednji. Priložnost za Tavaresa, ki je meril z glavo točno v vrata Šelige, točno v naročje gostujočega vratarja, potem pa še enkrat priložnost za Mariborčane, žoga je šla na drugo vratnico, Zahović je bil tam, a na koncu je bila na pravem mestu obramba Olimpije. In potem še zaključek tekme, dolga žoga proti kapetanu Tavaresu, na pravem mestu pa Šeliga, ki je tokrat rešil vrata zmajčkov in ostalo je pri prednosti gostov. Ampak Maribor se ni dal in še naprej skušal zabiti gol, to pa jim je uspelo v 91. minuti. Tavares je bil na pravem mestu in zabil še en zlata vreden gol v mariborskem dresu. Tokrat je premagal vratarja Šeligo že v sodniškem podaljšku, izid je bil 3:3 in Maribor se je rešil prvega domačega poraza v Ljudskem vrtu v letošnji sezoni. Tekma se je končala, derbi je bil fantastičen, 6 golov po 3 v vsaki mreži in na koncu prijateljski remi 3:3. Jaz mislim, da je pošteno delitev točk. Mi nismo šans nekih zadev, tudi oni so imeli lepe priložnosti, tako da lahko rečem dobre reklame za slovenski nogomet.
poln stadion, dobre igre iz ene druge strani, nam se mogoče malo pozna ta utrujenost iz Nemčije, ampak dobro, pač moramo se napeti, moramo vsako tekmo igrati, tako da vemo, da nasprotniki igrajo 100% vsako tekmo proti nam, tako da mi moramo s tem živeti in dati vse od sebe vsako tekmo. Ja, sigurno smo že v boju šli danes na 3 pike. Mislim, da so danes na svoj račun prišli predvsem gledalci, da je bil res en dober nogomet, da smo pokazali, da tudi Slovenska liga premore dobre igralce, ki lahko ustvarjajo dober nogomet. Lahko pa rečem, da nikakor nismo zadovoljni z delitvijo točk.